Derbi kroga je potekal v Mariboru, štajerski derbi v Ljudskem vrtu. Domači Maribor je pričakal edino ekipo, ki zmage še nima, to je ekipa Celja, ki je na povsem zadnjem mestu. Tudi Maribor pa ne blesti, v prejšnjem krogu so namreč izgubili pri nogometaših Kopra. Prva akcija za Celjane, Maribor ni štartal najbolje v to tekmo. To je bil poskus od daleč in za malenkost mimo vrat Jasmina Handanovića. Poskušal je Klapan, potem pa tudi prva priložnost Maribora, podal je Vršič, žoga pa je celo končala na prečki in je skoraj presenetila Hosmana. Salalih je prišel do lepe akcije, ampak vratar Hosman je obranil tale strel. Po dobre pol ure igre tudi nova priložnost za Grofe, vdaleč je streljal Wittmajer, ampak tokrat krepko mimo vrat. Zadnja akcija prvega polčasa in priložnost Danijela Miškića, nevarno, ampak nekoliko premalo natančna, previsoko ostala je pri začetnem rezultatu. Drugi polčas pa veliko boljši, še posebej za domače nogometaše, Bajde je bil nekoliko prekratek na drugi vratnici. Še en strel Salaliha, močno, ampak nekoliko premalo natančno. Hosman je žogo uspel izbiti v kot. Tavares je bil pri žogi, potem pa je podal proti Salalihu, ki je bil nekoliko prekratek in žoga je končala zgolj v novem golatu. Ampak Maribor je kmalu prišel do nove lepe akcije, preigraval je Salalih, Marcos Morales, Tavares pa je kronal tole akcijo z golom in zabil še enkrat več za Maribor in postal njihov rešitelj. Lepa akcija Salaliha, žoga je prišla do Tavaresa, ki je na koncu preigraval in premagal Hosmana za 1-0. Nova velika priložnost za Maribor, povratna žoga Ibrahimija za Filipovića, ki je stresel vratnico. Ibrahim in Salalih sta izpeljala še eno čudovito kombinacijo, Tavares pa žoge ni uspel potisniti v mrežo. Potem pa dve akciji za Celjane. Prvič v prečko Ivan Firer, izjemen strel, ampak nekaj smole za Celjane in kmalu zatem še enkrat Firer z levico v prečko. Dve podobni akciji, tokrat pa je bila sreča na strani Jasmina Handanovića. Na drugi strani pa je že Maribor zapravil novo veliko priložnost, visoko čez gol je meril Agil Ibrahimi in potem še enkrat Salalih, ampak Hosman je imel zares dober dan. Drugi polčas je bil izjemno dinamičen in poln priložnosti. V sodniškem podaljšku še ena vratnica, tokrat Bajdeta. Nato pa v naslednji minuti še strel Željka Filipovića, žoga tokrat ni želelo mrežo, na pravem mestu je bil Hosman, ki je rešil celjska vrata. Ampak ostala je pri minimalni prednosti Maribora na koncu po številnih akcijah v tem drugem polčasu. Lepa tekma in en sam gol, odločil pa je kapetan Maribora Tavares na koncu za 1-0. Izredno dobro nadaljevanje tekme. V prvem polčasu nismo bili pravi, enostavno nekaj manjkalo, za tema dvema menjavama smo naredili odlično, pomeni sta prinesla dodatno svežino, energijo in mislim, da na koncu zaslužno slediti točko. Ne, jaz mislim, da je bila zelo gledljiva tekma, nekako skozi celo tekmo imamo dve opcije, se postaviti v svojo 16 in izbijati, ali pa iti, bom rekel, z neko odprto varianto. Je na obeh straneh zadeva bila odprta, mislim, da gledljiva za gledalce. Je pa res, da tekme dobivajo tisti, ki zadevajo,